Dobro jutro, dragi gledalci, moje ime je Matej Sleva in dobrodošli v 5 minut ali manj vlogu, kjer na poti med vsakdanjimi pravili govorim o stvarih, ki imam trenutno v mislih. In danes bi govoril o eni novi igri, in sicer o Heroes of the Storm. Pač to je nova igra, ki jo razvija Blizzard. Je MOBA, torej enaki žanr kot League of Legends, Dota, Hero of Neverwinter in podobne igre. Recimo Smite tudi ne smem Smite pozabiti, ker je odlična igra. No in danes bi rad govoril o poslovnem modelu, o verjetnem poslovnem modelu. Zdaj, kaj je poslovni model? To je čisto enostavno način, kako ti dejansko služiš denar. Zdaj malo čudno je tale posnetek, ker je v ozadju svetlo in je moj obraz čisto temen, tako da pač, ja, poslušajte, se ni treba gledati. V glavnem, verjetni poslovni model v Heroes of the Storm je podoben kot pri League of Legends, torej v LoLu. V bistvu, da vsi heroji, vsi čempi na začetku niso na voljo, in če hočeš ti igrati nekega čempa, ga moraš kupiti. Zdaj, ali ga kupiš z denarjem, ali pač kupiš ga za tisto valuto, ki je v igri, in tisto valuto kupiš z pravim denarjem, ali pa pač z igranjem zaslužiš tisto valuto. Kakorkoli, dejansko ga moraš kupiti, odkleniti. Seveda lahko tudi počakaš, da tisti hero, ki ga ti hočeš igrati, pride v rotacijo za stojn herotov, ker pač vsaki teden je recimo 6, 8, ne vem točno koliko je, ampak 6 ali pa 8 herotov je za stojn vsaki teden, in pač ti se lahko ti za stojn igraš, Zdaj pa, to mislim, da tako dokaj jasno, kaj hočem povedati, Ampak, finta pa v tem, da je to zelo, zelo slabo za igro samo, V bistvu, zakaj ne? Prvo kot prvo, dosti težje so heroti unikatni, Ker predstavljate se vi, Recimo, zdaj imamo kar primer Mirana pa Ashe. Mirana iz Dote, Ashe iz LoLa, Zdaj, to ni ravno primerjava med Doto pa LoLom. Ta poslovni model prvo kot prvo se mi ne zdi slab, ampak slab je za igro, Torej, Mirana pa Ashe. Ashe ima ulti, puščica, ki špleti počasi, ko zadene tarčo, naredi ogromni damage, stana za 3 sekunde, Mirana podobno, isto, puščica leti, stana za 5 sekund, naredi ogromni damage, Razlika med tema dvema je, da Mirana, iz Dote, imaš 14 sekundni cooldown na tem skillu, in to niti ulti ni, to je pač en navaden skill, Medtem ko Ashe, Ashe je pa to ulti, in dejansko lahko ful poredko pravi, mislim, 40 sekund, ali koliko je cooldown, ko je zmaksan skill, tako da je ful drugačna mehanika, In finta v tem, da na meni hero ne more biti unikaten, ker če bi bil katerikoli unikaten, če bi bil katerikoli OP, bi to pomenilo, da takoj, ko bi si ga nekdo kupil, bi imel prednost pred ostalimi igralci. Kar mi nočemo, Mi nočemo, da so pač ljudje boljši zaradi tega, ker so plačani, To je prva stvar. Noben hero ne more biti unikaten. Če ima neke posebne skille, mora biti ti skilli tako hudo znerfani, da nimajo prednost pred ostalimi heroti, Druga stvar, zakaj je slabo. V bistvu zaradi tega, da ne sme biti hard counter. Kaj je hard counter? Hard counter je v bistvu hero, oziroma čemp, ki zelo dobro nasprotuje drugemu čempu, In zakaj to ni dobro? V bistvu zato, ker vsak igralec se mora imeti vseh herotov na voljo, kar pomeni, da pol, ko se recimo heroti pikajo, tudi izbirajo, če nimaš ti na voljo vseh herotov, pa je en nasprotnik izbral herota, ki ima enega dobrega hard counterja, ampak tega enostavno ne moreš pikati, zaradi tega, ker ga pač nimaš kupljenega, se avtomatsko na slabosti, torej ne samo, da pač ne moreš pikati, pa pač mu biti nasprotnik dober, to se zaradi tega, ker nisi plačal, Torej spet, tisti, ko so plačali, imajo prednost pred tistimi, ki ne plačujejo, In tisti, ki ne plačujejo, imajo še v zaostanku pred tistimi, ki plačujejo. Zdaj malo čudno govorim, ampak mislim, da razumete, In konec koncev vse to vpliva na raznolikost igre, Zaradi tega, ker pač vsi igralci nimajo vseh herotov, ne morajo jih zbirati, začnejo z istimi heroti, pač kot vsak drug začetnik, kar pomeni, da enostavno v igri ni toliko različnih herotov, kot bi lahko bilo, In igre postanejo enaka, drugi, začnejo se ponavljati, tečne postanejo, in po mojem mnenju je to slabo za igro,
Tako da bomo videli, kaj bo Heroes of the Storm naredil. Jaz upam, da ne bo taki poslovni model, ne, kot ga ima LOL, ker je to za igro slabo. To pa to, za danes, upam, da ste uživali, če ste, prosim, lajkajte, naročite se in to, uživajte še naprej in čau bo!